Jaz tudi ful verjamem v to, da če bo ekipa dobra, bo tudi posamezniki prišli do izraza. Z mano danes saš bež železnik. Predvsem ustvarjam vse fajn, dobre kamere, lepi prehodi, lepe barve, vse to je fajn. Ampak zgodba. Tukaj sem izhotel biti drugačen. Ko začneš freelancati, tako na začetku je struggle, delaš po ceno, zastonj. Ampak jaz sem vedno verjel v sebe, v to vizijo, ki imamo tukaj. To, kar si ti zamisliš, dejansko je drugačno in pri tebi to zgleda minimum effort. V sobi doma sam je toliko enih ur probavanja, pa učenja v bistvu že prej, pa iskanje inspiracije. V tem pogumu, ko ga zdaj govoriš, takrat ga nisem toliko čutil. Še ena stvar, ko sem se naučil likle v tej sobi, trenutek je tisto, kar šteje, ne? Aha. Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelji, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Danes je poseben gost nasprot mene, zdaj ga še ne vidite, videli ga boste hmal. A ste ga videli že v trailerju, verjetno ste ga. Z mano danes saš bež železnik. In ta epizoda je posebna. Ena, ker pride ven tam okoli Božiča, in dva, ker je človek, ki je ponavadi za kamero in to posname, danes sedi nasprot mene kot moj gost. In na 24. epizodo, ki je številka njegovega idola, Kobe Bryanta. In ta mentaliteta, Mamba mentality se vidi tudi čez tebe. Zato bi se ti rad zahvalil, da si rekel temu ja, čeprav vem, da te je strah, tako kot po moje vse filmmakerje, ki so na drugi strani rajš, da si se danes pridružil. Ja. Hvala tebi za povabilo, ne? Z veseljem. Ne bova nič komplicirala zadeve, greva se mi da malo pogovarjati. In zato te prvo vprašal, daj povej skozi svoje oči, kako sta se najine poti prepletle, pa kako si prišel sploh kle zraven, pa kdo si bil mogoče pred tem? Ok, torej v bistvu po novem letu, sem se jaz, torej 2023, sem se jaz odločil, da bi se bolj profesionalno začel ukvarjati z videoprodukcijo. Se mi zdi, da sem to imel skozi vseb, ampak nikoli nisem tega tako dojel, da mogoče pa bi to lahko bil moj job, ker tudi sistem me je nekako učil, da moram iti v šolo, pa na faks, pa se izobraziti, pa pol v bistvu se prijaviti na nek job in to furati 40 let. Ampak to, da grem pa jaz del videoprodukcije, pa nasprotoval temu, da grem jaz po sistemu. Ampak sem si to toliko želel, da sem se v bistvu odločil, da bom začel iskati neko zaposlitev oziroma nek job v tej smeri. In takrat sem ogromno pisal mailov ljudem, med drugim tudi tebi. In večina ti tak prezre, nekateri ti mogoče odpišejo, sej ne rabimo, ker tak nisem imel referenci, izkušenj, šole, nič od tega, ne. Nekateri ti pa v bistvu odpišejo bolj pozitivno in te povabijo mogoče na kak sestanek, da se spoznamo še v živo, no, in v bistvu ta mail, ki sem ga napisal tebi, je bil bolj iskren kot recimo ostali, ker pri ostalih sem bolj iskal job opportunity, pri tebi sem pa bolj iskal to, da se mogoče spoznava, kaj skreirava skupaj. In tebe je ta mail v bistvu zelo presenetil, ne? Si me povabil v pisarno, v bistvu takrat sem prišel, če se spomnim, še poškodovan iz operacije, šepil sem, svašta. In že takrat sem začutil, da imava dobro energijo, da imaš ti dobro energijo in jaz sem jo vračal nazaj. In ja, v tem so šel naprej, ne, v bistvu. Ja, ta mail sem jaz dobil, nam pozabil, kje sem ga prebral. Lih sem končal s treningom in sem se odzunil usedel, to je bilo kva, to je bil april. Marc. Ja. To je bilo marca in je lih sonce sveto in sem se odzunil usedel pred fitnessom na stol in sem lepo odprl malo telefonček, majico sem dal dol, da malo D-vitaminčka dobim. In sem sedel tam pred gymom, odprem telefon, vidim mail, až bež železnik, kdo je to, a ne, ok, bom jaz to pogledal, odprl. Takrat so se mi lih začeli dogajati, da so mi ljudje začeli pisati poročila, ne, hudo, kva ustvarjaš na TikToku, hvala, da sem bil tako, ok, da mogoče pa kdo leto gleda, ne, ker sem mislil, da pač ne. No in tvoj mail, in ga odprem in ga začnem brati in čez mene začnejo neke emocije, gor, dol, tretje in jaz tako, kva se dogaja in jaz začnem legitli jokati pred gymom, ne. In sem tako si pustil in tako, ok, zakaj se je to zdaj zgodilo?
ful mi je bilo všeč, da si dejansko mi povedal določene stvari, ki nisem vedel, da jih rabam slišati. V točki, kjer sem bil. Ker to se je lih takrat zgodilo, ker sem jaz začel nekako že razvijati underdoga, ne? Iz tega, kaj to bo, workshop sem že prvo začel malo lansirati in dejansko si mi ti dejansko rekel, na pravi poti si. Jaz sem pa kle zato, ker ustvarjam video vsebine, pa bi mogoče lahko kaj skupaj ušpičila. No in ko si prišel na ta sestanek, si spomnim, da si parkiral avto in sem te šel iskat in si šepil tam na polno do pisarne in sem tako, no, fakt, stari model, tam je bo obova, to ni realno. Ne. Ja, to sem te hotel vprašati, kako si ti na mene gledal takrat, ko sem se ta prvič pogovarjala? Nisem čisto iskreno vedel sploh, zakaj točno se mi dva pogovarjava, kaj namen tega. Vedel sem, da ti pač ne morem plačati službe, da ti ne morem dati, ne. Sem ti tudi po moje takoj to povedal. Ja, tako nisem vedel sploh, kva bi ti lahko delo, imel sem pa tako en glasek mi je govoril, lej, če ne drugega, saj spoznaj človeka, ki te izpravil solze z mailom, ne. Sem rekel, ok, good, bom te spoznal. Tako da pol sem v bistvu tam sedela in si mi ti malo začel govoriti, kaj točno delaš, na kakšen način to delaš. In jaz sem takrat v glavi mogoče že malo videl, kaj iz tega lahko rata, ne. Tako prvič sem takrat po moje videl tudi sebe kot nekoga, ki bi lahko na tak način delal content. In po moje, da se je kle začela nekakšna energija prepletati in je bilo tako, gre malo bolj potipati to, kva se je zgodilo, ne. Ja, meni je bilo zanimivo, da si mi toliko na hiter zaupal, kljub temu, da, vsaj meni se zdi, da si mi hiter zaupal, kljub temu, da jaz nisem imel nič za pokazati. Takrat še. Ja, dejansko. A jaz sem pa imel. Ja, zihar več kot jaz. Pismo. Ker jaz sem imel takrat občutek, da jaz nimam nič za dati, nič za pokazati, nič za biti. Jaz sem takrat pač bil v fazi, kjer sem identiteto konkretno spremenil. Mi je bilo všeč, kdo ratujem, ampak nisem imel modela, s katerim bom služil, nisem imel biznisa svojega, pač lih je buzzwords šel v neko težko transformacijo, potem kaj propadel. In sem bil tako monolej model, jaz sem na začetku pač, ne vem, kva ti jaz sploh lahko dam, ne. Ja, ni zanimiv, stari. Pa si iskal takrat v bistvu koga zraven, ali si hotel sam postaviti vse? Jaz sem takrat vedel, da rabim pomoč, nisem pa vedel, da bo ta pomoč prišla v obliki videoprodukcije. Aha. Oziroma v obliki nekoga, ki ga moja zgodba toliko zanima. Da, kjer sem jaz dobil največjo pomoč, je bila v bistvu accountability buddy, a ne? Da ne, lej, lahko odločil si se, meni je to good, tudi če tep ni moraš spelati, a ne? In sem bil tako, no, ok, pač bomo spelala, ne kvadej. Tudi če nič ne zaslužimo. Tako da ja, in pol je v bistvu se ta prva delavnica začela, sem začel nabirati folk in jih je bilo toliko, da sem bil zadovoljen. In da sem šel v ta strah, kaj če ne bo noben rekel ja, ne. In ja, to je bila tista točka pol, kjer si ti dejansko začel svojo idejo serije, ki je v bistvu bila okoli underdog brenda pa okoli mene razvijati, ne. Ja, se spomniš drugače, kako je izgledalo, ko so ta prvič, ko je bila ta prva delavnica in sva prišla snemati, ko sem jaz prišel snemati? Fuck, stari. Spomnim se, da sem bil živčen, spomnim se, da si ti preletel, da sploh nisi bil zihar, da je ta dan. Ja, pa nisem bil pripravljen totalno nič. Mikrofoni niso delali, baterija je bila prazna, kamero si kaj lih kupil. Ja, lih kupil nisem da uporabljati. Jaz sem mislil, koliko mora biti pripravljen na to delavnico, nisem imel nič pripravljen, strah me je bilo, da bo šlo v napačno smer. Istočasno sem bil pa v bistvu tako prepuščen, kar bo pa bo. Kle smo. Ja. Pa to je bilo aprila letos. To je bilo aprila letos, stari. To ni toliko časa nazaj. Fuck. Ne? Ja. Jaz imam občutek, da je to tako 2 leti nazaj. Ja, jaz tudi, ja. Ja. Ker za tem, kar je sledila, ne, je bilo pa praktično samo gor. Samo gor iz vidika tega, da smo ta prostor dubali, ki je bilo tako na ogled, sem prišel in sem gledal in sem bil tako, no, wow, a mi lahko še bolj pač točno to, kar iščem, da vesolje in pa sem še za ceno zvedel in sem bil tako, no, I fucking take it in to je to. In ker smo enkrat sem prišel, jaz mislim, da je zadeva tako šla 1 stopničko višji. Tako, tudi iz nekak
tega vidika, da si mogoče ti dobil eno potrditev, ok, misel resno. Ker ti si takrat delal še za Filipa, ne v Jaz sem takrat agenciji. delal še v agenciji, ja. V bistvu jaz sem skozi zdaj mal na pol tam, pa na pol tam, v bistvu sem bil skozi do zdaj, ker nisem vedel v bistvu, iz česa bom lahko kaj zaslužil, ne. Tudi, ko začneš freelancati, tako na začetku je struggle, delaš po ceno, zastonj, skoraj ne. In mi je bilo vse nesigurno, ampak jaz sem vedno verjel v sebe, v to vizijo, ki jo imamo tukaj, in nikoli nisem niti podvomil, da ne bom mogoče mogel se preživeti z videoprodukcijo. Ampak tam si bil v neki fazi, spomnim se, po mojem je to trajalo kakšen mesec, ko si nekako bil v nekih občutkih, kaj jaz sploh še delam tam, pa v občutkih, ne, jaz moram biti tam v agenciji. Daj me pel čez ta proces še enkrat. Kaj je šlo takrat po tvoji glavi, če ga boš lahko priklical nazaj? Da si vedel, da je neka odločitev, ki jo moraš sprejeti, ampak nisi čisto točno vedel, kako shendlati. Ja, jaz sem v bistvu že odskozi bolj tak, da rad razmišljam svojo glavo, rad to delam za sebe, na svojem, ampak itak na začetku nisem mogel prežeti od tega, da delam za sebe, ker nisem znal, nisem imel dovolj povezav, premalo strank in v bistvu sem rabil neko zaposlitev, vsaj za polovični delovni čas, da se bom jaz lahko preživel. In tista služba mi je predstavljala nek security, to pomeni, jaz sem tam, varen, 15. vsak mesec pride denar, vem, da bom lahko plačal to stroške za firmo, da se bom lahko pelil. In ja, in to me je držalo v bistvu. Nisem si upal poskočiti čist v to, da delam za sebe in da mogoče probam pa svojo zgodbo zgraditi. Ne. In ko gledam v bistvu za nazaj, se mi zdi, da bi mogoče lahko bil bolj pogumen že od štarta, pa mogoče več delal svojih projektov za sebe, pa tudi če je zastonj, ker bi mogoče hitreje dobil reference pa povezave, ampak po drugi strani sem pa rabil to izkušnjo, da sem v bistvu začutil, kako je to, ko delam za nekoga drugega in ko moram kreirati njegovo zgodbo, pa ko ga lahko primerjam zdaj s tem, ko pa kreiram v bistvu svojo. Ampak v tisti točki takrat se jaz spomnim, da v tem pogumu, ki ga zdaj govoriš, takrat ga nisem toliko čutil, ki ga zdaj ti izžarevaš. Nisem še imel dokazov, ne. Vse, kar sem takrat naredil za sebe, je bilo zastonj ali pa pod ceno. In tudi nisem dobil še nobene potrditve od toliko enih ljudi, da delaš dobro. Tudi mi, ki smo zaštartali, nismo takoj dobili potrditve, da delamo dobro. Ali pa da bo mogoče iz tega kaj sploh. In zdaj, ko pa v bistvu sem dobil partije, pa jih ni bilo veliko. Še vedno jih ni bilo toliko, da bi pa jaz bil zihar. Ampak dobil sem jih toliko, da sem lahko samozavesten v to, da karkoli bo, imam še vedno sebe in če sem začel na nuli, grem lahko spet nazaj, ker tam sem že bil in bom znal odreagirati. A misliš, da je bolj pomemben to, koliko dobiš potrditve količinsko, torej kvantiteta, ali da je bolj pomemben to, od koga potrditev dobiš? Se mi zdi, da je bolj pomemben od koga. Ja. Lahko bi jaz dobil potrditve od, kolegov, ki se mogoče ne spoznajo toliko v tej sferi, ki jaz delam. Lahko pa dobim od nekoga, ki je že par videografov dal čez, ki je že videl par izdelkov in v bistvu mi lahko da bolj konkreten feedback in itak, to mi je bolj pomembno. Ja. Jaz mislim, da en človek, ki je dal tebi ogromno potrditev, vsaj tako sem začutil, je bil Rok Kadojič. Da ko je on takrat ti pač zadeve govoril, sem jaz videl tako, kako ti njega poslušaš, kako ti njega vidiš, s kakšnim respektom gledaš njegovo delo itd. Daj mi povej točno ta del, ki sem ga zdaj omenil. Torej, kako si ti takrat začutil Roka, ki je bil klej na podcastu, pa kot je tak človek rekel, dobro delaš. On je itak en, ki ga
ekstremno spoštujem tudi kot človeka, ne samo kot ustvarjalca, ker je res, kljub temu, kaj vse počne in s kom dela, je še vedno izjemno prizemljen in pripravljen pomagati v vsaki situaciji. In že zaradi tega, kaj vse on skreiral, vsaka beseda, ki je rekel dobra zame, je bila itak vrh. Ker vem, da on točno ve, kaj gleda v videu, točno ve, kaj je dober, vidi tudi to iskrico, ki imamo mi kreatorji v bistvu, ne? In itak pohvala od njega mi je ogromno pomenila. Skozi ta proces, ki si ga zdaj omenil, se je začela nekako razvijati v tebi neka nova identiteta. Vsaj jaz sem to tako opazil. Na začetku sem ful cenil to, da verjameš v stvari, zdaj ful cenim recimo to, da si mi dokazal te stvari, da res pač to, kar si ti zamisliš, dejansko je drugačno, je nekaj lepega, je nekaj tazga, ki še nisem videl tako. In pri tebi to zgleda minimum effort, ki te vidim jaz. Kako ti to vidiš? Mogoče tako zgledam, ampak ful ene kreativne energije gre vsako stvar, ko jaz skreiram. Ali je to polminutni video trailer, ali je pa to, ne vem, 10-minutna epizoda. Vsako stvar gre ful ene kreativne energije in ful enega razmišljanja, kako biti drugačen, kako to narediti bolj zanimivo. In mogoče res, tudi jaz, ko gledam mogoče druge ustvarjalce, se mi zdi, da ful preprosto vse ustvarjajo, dobivajo ideje, proces je preprost, ampak v sobi doma sam je toliko enih ur probavanja, pa učenja v bistvu že prej, pa iskanje inspiracije, da v bistvu sam izdelek, ne, je samo neka gora ledenika, ne, vse ostalo je pa spodaj, ne, ogromno enega procesa. A bi rekel, da se je kaj spremenil v povezavi s tabo in kako ta proces vidiš, odkar si začel, bi lahko rekla, stavljati nase, delati samo tisto, kar ti misliš, da je prav, ne tisto, kar ti drugi govorijo? Ja, v bistvu, ko sem delal v agenciji, pa to ne velja samo specifično za to, ampak za vse tako v bistvu firme, je tako, da v bistvu je bolj industrijsko vse, ne. Se v bistvu proizvajajo produkti stalno po istem kopitu, zato da se v bistvu zadovoljuje stranke, kar je čist razumljivo, ne. In v tistem okolju je bilo čist drugače meni ustvarjati. Jaz sem bil v bistvu tam, to je treba narediti in sem delal. Ne? Vsak torek je treba to narediti, vsak četrtek je treba to. In za nekatere je to zihar kul, zato ker dobijo točno določena navodila in se ravnajo potem. Ampak jaz sem pa bil vedno malo drugačen, sem rad bil out of the box, kreiral in recimo v takem okolju sem se počutil kot delavec. Zdaj, ko pa recimo dejansko delam za sebe, se pa vsakič počutim, da kreiram, da sem kreator, da ne več, da nisem plačen za moje delo, ampak za moje ideje, kreativnost, energijo, ki jo dam. In to se je ful spremenilo in tudi moj passion do ustvarjanja se je drastično dvignil s tem, ne? Ker v bistvu mi ni več nič treba, samo še kreiram. Ja, sam se ti spomniš prve epizode, v bistvu je bila to druga epizoda, no, s Turkom. Prva, ki je šla online, ker čista prvo epizodo smo mi vse postavili, naštimali, pressure visok, pride Rok Drniković, se usede, se začnejo pogovarjati, posnamamo celo epizodo in po epizodi jaz dobim sporočilo od tebe, skorporali je kartico, nimamo epizode. Kako si se takrat počutil? Take stvari se zgodijo in velikokrat gre na snemanjih kaj narobe, ker je preprosto toliko enih dejavnikov, da če si sam, ne moreš vseh kontrolirati vedno. In ja, tisto je bila čist moja napaka, ker sem se slabo pripravil na snemanje, ampak občutek je ful slab. Res, to je največji strah, ki ga imam kot ustvarjalec oziroma snemalec, da zgubim material. Vedno. In zdaj sem v bistvu z izkušnjami že toliko enih ukrepov v bistvu izvedel, da se to ne bi zgodilo, ampak takrat sem itak zelo
osnovno pristopu k temu snemanju, se mi je zdaj tako postavil kamero, pa bo snemal, pa gas, ne. Ampak ja, takrat smo izgubili epizodo in jaz sem počutil ful slabo, ker se mi je zdelo, da mi ti ne boš več zaupal po vsem tem. Ne toliko zaradi same epizode, ampak zaradi tega zaupanja mi ni bilo dobro. Ja. Ampak a veš, da jaz mislim, da lih ta dogodek, ki se nam je zgodil, je bil podlaga, da sva videla, s kom bova delala drug do drugega. Kakšen je človek na drugi strani, ker se nekaj tazga zgodi, ti vidiš ta prav obraz. In ja. Ja, jaz sem pol ugotavljal, da je v bistvu vse z namenom. Vedno vse z namenom in tudi iskreno, prva epizoda je bila z razlogom ta prva. Ne? In to se itak tako odigra, ker se more. Ja. In sem vesel, da se tako odigra. Ja, zanimiv je bilo meni to, da jaz sem takrat sebe zelo opazoval, ker si mi ti to povedal. Ne? Kar en del mene je bil tako fuck off stari, a resno, a ne? Kako se lahko to zgodi, pač pizda. Klej si nek kreator, ne vem kva, zdaj boš pa epizodo zgubil. En del mene je bil zelo nesramen. Ampak pa sem jaz rekel, ok, da bom počakal, da se to malo ohladi in sem ti napisal nazaj, a ne? Sem rekel, ok, vse, kar me zanima je, a vemo, kaj se je zgodilo, pa a vemo, da se to ne bo ponovilo več, a ne? Kako si ti takrat, v bistvu tako te bom vprašal, koliko ti je bilo težko, kako si se počutil, ker si mogel to povedati meni? To je itak vedno ta najtežji. Dobre novice itak povemo z veseljem, itak, ne. Ampak jaz sem nekako prav poklicati, ne, ker se mi zdi, da bi bilo tako lažje. In ja, izjemno težko je to povedati. Da je v bistvu človek, ki si ga plačal za to, da ti nekaj posnameš, zdaj izgubil material. Ne? To je, se pravi, ta največji strah, ki ga manjka ustvarjam. Ker si ga plačal, bi tudi eno o tem rekel, ne? Ti si pač dejansko na začetku bil pripravljen riskirati to, da si mi rekel, da jaz bom delal zastonj. Ja. In jaz sem takrat rekel pač, en del mene je bil tako, ne, pa kdo ti bo zastonj delal itd., ta drugi je bil pa tako, dej šanso, ne, sam dej šanso. In mislim, da tudi zaradi tega po eni strani sem imel občutek, da kdo sem jaz zdaj, da bom klej zdaj tega človeka napizdeval, ne, če praktično je on tako humble bil, da je rekel, lej, jaz bi sam rad nekaj ustvaril s tabo, ne. In je igral to tudi velika vloga, veš, pri meni, da sem jaz rekel, okay, kako sem jaz zdaj lahko v tej situaciji fair. In edini način, da sem jaz fair, je bil ta, da tebi pač da preverim, koliko si ti dejansko odgovoren sam do sebe, a boš priznal napako, ki si jo, in a boš najdel rešitev, ki si jo. Sem rekel, kaj ne jaz zdaj pol pizdim tega človeka? Kaj? Edino vse, kar bi delal s tem, je to, da bi pač nek svoj nezaceljen del projiciral nate, da bi lahko nekam jezo stresu. Ampak nisem rabo tega. Ne? In lih iz tega ven pol, kako sva to zadevo rešila, je ratal to, da je bila pol prva epizoda najboljša do predzadnje zdajle, ki je bila z Nino Grilca, ne, prejšnja epizoda, ki smo jo zdaj lansirali, ki je bil pač odziv itak nerealen. Je bila epizoda z Matejem Turkom, ta prva, ki je mogla biti. In je nekako postavila standarde, ne samo tega, kaj bomo delali kle, ampak tudi, kako bo izgledal proces trailerjev in tega. Ker ti si takrat naredil svoj prvi trailer, ne? In ker si ta trailer ti nam pokazal, jaz sem bil tako kva da fuck je to? In Ana, moja žena, ki je tako največji kritik, če nje nekaj pač ni všeč, bo rekla, pač kva je to? Je rekla, kaj to je za Netflix, trailer za dokumentarc. Sem rekel, ne, to je trailer za fucking podcast. In je rekla, wow, ne moram verjeti, ne. Kako se lotil tega prvega trailerja? A si vedel, da bo to nekaj tazga, po čemer bomo dejansko mi si gradili tudi ime? Ja, jaz sem to vedel. Zato, ker jaz sem toliko navdušen nad trailerji že nasploh. Ne? Za vsak film, ki ga grem gledati, vedno prepogledam trailer. In v bistvu mene fascinira, kako lahko v bistvu v 2-minutnem videu toliko napališ človeka, da gre pol gledati 1 uro pa pol ali pa 2 uri filma. In jaz sem že, ko sem se pogovarjal v podcastu, sem si jaz to zamislil tako, da to bo trailer. Kaj, jaz sem tudi ogromno poslušal Stevena, to pomeni Dario CEO, in oni so tudi znani po tem, da vedno pred epizodo dajo trailer. Ampak se mi zdi, da ga mi še vsem drugače delamo, kot ga oni. Se mi zdi, da oni bolj predstavijo
o čem se bo govoril, mi pa bolj predstavljamo neka čustva, ki so vpletena v epizodi, se mi zdi. Ne? In tukaj sem hotel biti drugačen. Ker lahko bi prekopiral pa šel isto, tako kot delajo oni, ampak sem hotel biti drugačen. Pa tudi v Sloveniji tega še ni bilo. Ampak ja, jaz vedno trailerje delam po feelingu. Res, ker začutim epizodo, grem potem. In zato je tudi težko predati to, ne vem, da bi nekoga naučil to. Ker v bistvu to, po mojem mnenju, imaš malo v sebi, da začutiš to in znaš pa to pokazati. Se mi zdi, no. Ja, nekaj imaš, to sem ti že takrat povedal. Sem rekel, stari ti, jaz si ne predstavljam, prav to se spomnim, ker smo prvič pogledali skupaj trailer, sem ti rekel, jaz si ne predstavljam, kako bi jaz lahko to naredil. Pa sem zelo, kar se tiče kreative, videa, editinga, samo redo, ker sem delal to cel life, ne? Videe iz ameriškega fuzbala sem editiral itd. Pač jasen mi je proces. Ampak sem rekel, da si ti, stari moj, v meni vzbudil take občutke s tem trailerjem, nekaj imaš, stare. Sem rekel, kako ti je to ratal narediti? In mi nisi znal odgovoriti, čist. Ja, težko je to odgovoriti. Ja. A bi po 22 trailerjih, ki si do zdaj naredil, rekel, da je zdaj kaj drugače, da ta proces na kakšen drugačen način gledaš, ali pa da si ugotovil karkoli? Ja, jaz mislim, da je drugače. Mislim, da jih delam preveč, čisto iskreno. Se mi zdi, da bi rabo tudi jaz en svež veter v tem procesu. To pomeni nekoga, ki bi mogoče še odprl še kako drugo stvar. Ker se mi zdi, da jaz, ko gledam, mogoče drugi ne, ampak jaz, ko gledam, jih v bistvu vsak teden jih zmontiram, se mi zdi, da je vsak že isti. Tak občutek imam jaz. Ja, ampak zanimivo mi je to, da ne glede na to, da mi ti rečeš, da je vsak že isti, ja, nekako je podoben stil, ampak to je tvoj podpis, stari. Ja, neke vrste. Ja. Ja. Štekam, da je mogoče prišel čas, da probaš nekoga naučiti, zato sva tudi pač ta proces že štartala, ker od začetka se že tam skriva ta tvoj, ne, kaj nočem iti, ampak vem, da je to moja naslednja stopnička. In to je predati svoje znanje, pa nekoga naučiti biti tako dober, kot si ti. In ne imeti konstantno tega občutka, če jaz ne bom naredil, ne bo narejen dobro. Daj mi malo povej, kako na to gledaš. Zakaj je bil konstantno, ko se je o drugih ljudeh govorili, da bi s tabo delali, prisoten ta nek strah, nek strah pred izgubo kontrole? Se mi zdi, da to izhaja že iz v bistvu srednje šole, ker sem v bistvu takrat, jaz sem iz Litije in sem celo osnovno šolo bil v Litiji in to v bistvu malo ljudi, vsi se poznamo in tam sem bil v bistvu v šoli vedno odličen. Košarko sem začel trenirati že pri 6 letih in tudi tam sem bil the best v Litiji. In potem se je pa pojavila želja, da bi pa jaz sprobal z velikimi fanti v Ljubljani. In sem v bistvu zamenjal okolje, se v bistvu preselil v dom v Ljubljano, ker sem se vpisal na gimnazijo. In tukaj sem res prišel v eno ekipo prvo ligo in sem sedel. In jaz nisem bil navajen tega. Itak. In od tam pa pride Kobe v igro. Ne, jaz sem skozi njega poslušal, pa mentaliteta, pa be the hardest worker in the room. Skozi. In takrat sem jaz res začel delati 2x na dan, pa šel v šolo. In takrat sem dejansko tudi jaz postal nek underdog. Ne? In od tam sem se vedno boril za pozicijo. Ali je bilo to v šoli, ker so bili večina je bilo pametnejših od mene, sem hodil na Bežigrajsko gimnazijo. In tudi v klubu, vedno borba za pozicijo, pa pol prideš s starejšimi, pa spet Jovo na novo, pa nov trener, pa stalno. In to mi je ostalo skozi, da sem bil v bistvu, se mi je zdelo, da sem sam odgovoren za vse, kar se zgodi in da se nekaj izborim, da to pa moram zdaj držati, se boriti za to, da ne izgubim, ker je bilo skozi to. Tudi, če sem eno tekmo veliko igral, je bilo tako v ponedeljek, zdaj moram spet na trening trenirati, zato da bom slučajno izgubil te pozicije zdaj. Ne? In iz tukaj tudi izvira v bistvu to zdaj, ker se mi zdi, da noben ne more delati ali pa biti toliko prisoten, kot jaz. In zato se toliko držim tega, ker toliko zaupam sebi, pa mogoče še ne toliko ostalim, kar ni prav.
Mislim, kar je prav. Mislim, da si ti na popolni poziciji za nekoga, ki bo rad vodja. Zato, ker imaš kvaliteto rajš kot to, da si občudovan ali pa da pobereš zasluge. Če bi jaz tebe vprašal, a bi raje dal ven brutalen trailer zdaj, pa pač ne bojo lih vsi vedeli, da si ga ti naredil, ali bi raje dal ven povprečen trailer, oziroma da bi en drug naredil dober trailer, pa bi ti pobral zasluge, bi raje zbral prvo. Ja. Ja. To je bil tudi moj proces, a veš, da ekipo postavim, zdaj smo mi ekipa, ne? In to je bil tudi proces itak v klubu. Ekipa je pomembna, ni pomembno, koliko jaz igram, pomembno, da zmagamo. Ne? In to sem se skozi učil in še vedno se učim. In se mi zdi, da sem čez dalje boljši v tem, da res ekipo postavim na prvo mesto, da mi moramo zmagati. Mene si večkrat postavil pred dejstva. Večkrat si, in jaz sem ful hvaležen za to, da mi ti pokažeš takrat, ko ti nekaj ni všeč, ne? Čeprav vem, da je takrat zelo nelagodno zate, neprijetno. Ne? Ampak parkrat sva že imela pogovore, kjer sem jaz v eno stran šel in se ti nisi strinjal in si mi to tudi povedal. Koliko se ti zdi pomembno, da v takih situacijah si slišan? Pa kako si ti gledal na take situacije, ki so se nama zgodile? Meni se zdi to ful pomembno, meni osebno, da me ljudje poslušajo, ko povem mnenje. Sej ni nujno, sej smo velikrat smo naredili drugače, ne? Ampak težko mi je recimo naslednji dan, ker razmišljamo, to bi mogel reči, imam poliesosepto in mi je ful fajn, da se izrazim. In se mi zdi, da tudi jaz zdaj postajam spet boljši v tem, da tudi sprejemam druga mnenja, ker se postavim pol v kožo drugega, on bi tudi bil rad slišan, ne sam jaz. Ne? Ampak sem imela par neprijetnih pogovorov, ker sem bil jaz tudi malo užaljen, mogoče, ne? Pa tudi ti kdaj. Ne? Ampak se oba učijo v tem procesu, kar je ful lepo, a ni? Ja, mislim, mogoče ekipo postaviti pred sebe je nekaj je pa pač, jaz mislim, da ima midva oba ta nek večji namen, ki ga lahko vedno postava pred lastne ambicije. A to zdaj, kar bova midva naredila za odločitev, ki jo sprejemava, a je važno, da imam jaz prav, ali je važno, da je ta odločitev čim bolj sinhronizirana s tem, kar mi želimo pustiti tukaj s tem projektom. Točno to je. A veš, in imava zmer neko zvezdo Severnico, kjer se lahko oba potegneva ven v vlogo opazovalca. In kle moraš vedeti, kakšno vlogo to igra, da si tudi tišel v ta proces rasti, pa si začel razbijati svoje vzorce, ki ti niso služili tekom tega procesa. In zdaj, ki se mi da pogovarjava, pa na začetku, ki smo se pogovarjali, je to čist drug pogovor. Ja, ampak je še vedno ful proces. Ne? Sigurno, in vedno bo. Kar je po mojem, tako če bi po fazah pogledal, kaj se je nama dogajalo. Prva faza je bila tako, kdo sploh si ti, a bova sploh lahko skupaj shajala. Druga faza je bila, a smo dosti dobri, da zdaj s tem, kar delamo, se postavimo na mapo, še ena kljukca in zdaj pač smo v fazi let's fucking have fun, pa da vidimo, kam nas to pele. In jaz šele zdaj, mislim, imam občutek, tako čisto iskren, da nimam nobenega pritiska, da res to, kar delamo tukaj s tem projektom, je dober in da pač si ti zadovoljen. Da ni zdaj neka podlaga za to, da se ti nekaj naučil, pa už pa šu. A veš, ker na začetku je bil tako konstantno ta iz agencije še, ker sem to skozi poslušal. Ja, tega bomo pol natrenirali in pol bo šu. Pač kva mi sploh delamo, kle. In sem bil tako, jaz sem svoje rane skozi to zdravo. Medtem, ker zdaj, ko pogledam prihodnost, tako te vidim zraven. In tudi, če se ti odločiš, da te ne bo zraven, jaz sam vem, da boš lahko 5 stopnic višji snemati v fucking Hollywood, če boš hotel. In sem s tem ful pomirjen zdaj, ker dejansko istočasno vem, da si kle zato, ker ti je nekaj omogočeno, ne zato, ker te nekaj drži. Želiš biti kle ali pa moraš biti kle. Ja, jaz tudi ful verjamem v to, da če bo ekipa dobra, bo tudi posamezniki prišli do izraza. Ja. To pomeni, da če bomo mi kot celota funkcionirali, bom tudi jaz dobil zasluge. Ja. Ampak če bomo pa vsi za nič, pa noben ne bo dobil zaslug za nič. Ja. V enem obdobju vmes si mi napisal na tole kartico, až be železnik,
si mi napisal gor, I will make this work, I promise. Kva si kle v tej situaciji razmišljal? To je bilo v bistvu na začetku najnega sodelovanja. Lik smo prišli sem v to pisarno, se mi zdi. In takrat sem bil zelo izgubljen. Delal sem v agenciji, ni mi uspeval freelance, to pomeni, nisem imel enih strank. Mi da so šele začenjala, tudi še podcast, to nismo snemali, in tudi ti nisi nekako vedel, kjer v smer gremo. In jaz sem pa takrat čutil, da je to lahko nekaj velikega. Ampak nisem vedel kaj, nisem vedel kako, ampak sem pa bil samozavesten tudi, da lahko. Kaj ti je govoril takrat, da lahko? Občutek, ki ga ne znam opisati. Ker jaz sem ti takrat gor pol odpisal. Ja. I know. Ampak to nisem napisal tebi, to sem napisal sebi. Ker sem imel zelo podoben občutek. Nisem vedel kaj, nisem vedel kako. Vem pa tudi, da smo se takrat ogromno odkrito o tem pogovarjali in sem ti tudi jaz rekel, lejaš bez, ne vem, a bomo razprodali delavnico ali ne, preživeti moramo, plačati še ne morem, vsaj 2 meseca ne. To je to. In ti si takrat rekel, ti si mi takrat to po moje napisal. Si rekel, lej, ne sekeriš se ti za to, sam pejmo, a ne. Pa bomo videli, kam nas ta proces pelje. No in pol naslednji mesec se dejansko je že toliko obrnil, da sem ti lahko že ta prvič nekaj tudi dal nazaj, ker se mi je zdel fair. Čeprav smo bila zmenjena, da boš kasneje dobil, se mi je zdel cool, da ti lahko že nekaj dam, če dejansko je tako. Ja. Takrat sem tudi prvič dojel, da tudi če jaz prodam delavnico po tistimi pogoji, ki sem jo takrat, jaz ne zaslužim te cifre v enem mesecu, ampak sem jo zaslužil v 6 mesecih in ta cifra ni tako velika, kaj jaz mislim, da je. Ne. Zato tudi takrat sem ti čisto iskreno rekel, lej, september je naslednji milestone, če nam rata prodati toliko pa toliko druge delavnice, si ti kle lahko full time in ti dam jaz tudi plačo mesečno vsak dan, tisti dan, ko boš hotel, jo dobiš. In se je pol to dejansko tudi zgodilo. Pa nisva vedela do konca, se bo, ne. Ja, lej, ne, sej, jaz sem itak 22, sem star, nimam kreditov, nimam družine, nimam kaj za zgubiti. Jaz nisem imel kaj za zgubiti in zato tudi nisem imel nobenih slabih občutkov. Jaz sem rekel, lej, če bo, če ne, pa lej, bomo pa probali nekaj drugega. Ampak sem čutil, da bo uspel. Jaz nisem nikoli podvomil v to, da ne bi mogli skreirati to, kar smo si zastavili. Kdaj si prvič pomislil oziroma začutil, da bo ta stvar podobna temu, kar je zdaj? V bistvu, čisto iskreno, se nisem nikoli ustavil takrat. Čisto iskreno nisem nikoli pogledal nazaj, pa si rekel, sej, nekaj smo pa naredili. Ja. In tudi se mi ne zdi, ker sem skozi tem procesu, da smo sploh kaj naredili, pa v bistvu smo. Res mi je težko, da tudi nam kredit. Ne vem. Imposter. Ja. Glede na to, da je božičen čas, da so prazniki, kjer jaz mislim, da bi se mogli veliko pogovarjati o hvaležnosti in se znati ustaviti pa pogledati nazaj, kaj se je zgodilo te dane. Bi rad, da malo časa zdaj namen v temu in te bom vprašal čisto preprosto vprašanje. Na kaj si letos najbolj ponosen? Ziher sem najbolj ponosen na to, da sem se odločil, da pišem svojo zgodbo, da ne grem po ustaljeni poti sistema. Ponosen sem na to, da smo tudi mi ogromno tvegali, da smo res trdo delali. Ponosen sem na to, da smo res dolge ure do 7-8 zvečer v pisarni delali za nekaj, kar v bistvu nismo vedeli, da bo uspel. Ne? In to me inspirira še za naprej. Res. Zakaj si hvaležen? Hvaležen sem za skupino ljudi, ki se je zdaj nabralo okoli mene, zato, da me družina podpira, zato, da imam tako dobro okolje, da ustvarjam, da sem zdrav, da živim tukaj v Sloveniji, ki je itak top. Zdaj sem začel bolj ceniti te male stvari. Kaj rečeš zdaj?
Na kakšen način zdaj? Kaj misliš zdaj? Kaj se je spremenil? Odkar sem se poškodoval, v bistvu se je to spremenilo. Prej se mi zdi, da sem bil zelo materialističen. Pa tudi sem mislil, da lahko vse sam. Ful je bilo to. Mogoče zato, ker sem živel sam takrat v srednji šoli in se mi je zdelo, da sem sam. Ampak takrat, ko sem se poškodoval, sem pa gotovo, da koliko je vse krhko, koliko na hitro se lahko vse spremeni. Koliko na hitro si ti lahko ful aktiven, pa kar naenkrat ne moreš ne hoditi. Ne? In od takrat sem jaz v bistvu začel oceniti stvari, ki so nam mogoče samoumevne. In sem zelo hvaležen za to stvar, ki se je zgodila. Kako si pa počutil, ko si se poškodoval? A veš kaj, bereš vedno, da se košarkarji poškodujejo, pa si strgajo sprednjo vez po koleno. Ti si strgal sprednjo vez, ne? Ja, tako je. In recimo spomnim se, D-Rose je bil tak primer, ker si je 2-krat ali 3-krat celo. Grozen, ja. In bereš in si misliš, škoda, ampak se ti ne zdi, da se lahko tudi tebi zgodi. Ne vem, jaz se vedno svoje telo jemal kot samoumevno. Vedno je tukaj, tudi če me je kaj bolelo, sem šel na trening, ampak ker se ti pa to zgodi, pa padeš na rana tla, nekako. Sej, ni to tako, da je to ta najslabša stvar, kar se ti lahko zgodi. Absolutno ne. In tudi, ko sem jaz prišel v bolnico, sem videl, koliko enih ljudi so imeli še večjo nesrečo, kot jaz. Ampak je pa psihično bila kar preizkušnja zame. Ta prvič sem šel nekako v bistvu čez ta proces, operacija, pa rehabilitacija. Ta prvič sem šele začutil, da nekaj ne morem, fizično ne morem. In to me je kar postavilo na rana tla. Pa spet, ne bi rad, da to zveni, da se je ta najslabša stvar v življenju zgodila, ker ne za nazaj se mi zdi, da je čisto vse cool, ampak ja, me je ogromno naučilo. Hudo. Mislim, da tukaj tudi to, kar si zdaj govoril, nekako tudi ta impostor, ki si ga mogoče čutil za projekti, je tudi malo Kobija, ne? Kobe Bryanta. Ja, itak. Kaj si pri njemu videl, da si toliko cenil, da je pač tvoj najljubši igralec, da si v njemu videl nekega vzornika? Kaj je bilo to? Ta samozavest, da lahko vsakdo je sposoben vsega. To sem jaz vedno cenil, ne samo pri Kobiju, tudi pri Lebronu, pa Jordanu, ko v bistvu so vsi iz ne toliko dobrih okolij, pa ne toliko perspektivni, ampak za vse te igralce je značilno, da so res trdo delali. Da so res bili pripravljeni investirati več, kot pa vsi ostali okoli njih. In to je mene inspiriralo. Ker veliko ljudi, recimo, inspirira to, koliko so dobri. Ampak mene pa bolj ta proces. Pa to, s kako iskrco je dojemal vsako stvar. Pa je bila to poškodba, pa je bil to poraz, pa recimo, kaj takrat v finalu zgreš vse, pa so zaradi njega v bistvu izgubili, pa takrat, da priješ naslednja še vedno na trening, to je mene neverjetno inspiriralo. In takrat sem tudi jaz prišel v stik z dokumentarci, ta prvič. Takrat sem se zaljubil ta stil, ker sem gledal recimo dokumentarc od Jordana, dokumentarc od Kobija, pa še od kakšnega drugega športnika, ki so me inspirirali. In takrat sem se jaz v bistvu res zaljubil v ta medij, pa ta stil ustvarjanja, dokumentiranja, ki ga v bistvu še zdaj primarno furam in bi ga rad furo. Kjer dokumentarc, ki si ga do zdaj pogledal v lifeu, ti je tako top? Absolutno The Last Dance mi je inspiracija še vedno za v bistvu moje ustvarjanje. Pa od Kobija sem itak dotaknil. Zelo, ker takrat v bistvu dokumentarc govori o tem, o poškodbi, ki se je strgal na Hillovo tetivo. In ta proces, pa pol za nazaj, kako v bistvu je sploh prišel do tega, kaj je bil, res se me je dotaknil. Last Dance, ki si ga gledal, pač meni isto, jaz sem ga gledal že 3-krat po moje. Kaj ti je kot filmmakerju toliko všeč? Meni je ti lahko dokumentarc v bistvu naredi zelo preprosto. Od A do B se premaknemo. In
To je lahko še vedno dober dokumentarc. Pa ga še vedno z veseljem pogledamo. To so večinoma te zgodovinski, ki jih gledamo, so približno tako od A do B. Ampak kaj je meni ekstremno všeč in kar se mi zdi, da se loči, kjer ločimo poprečno od izjemno, je pa to, da v bistvu imaš ti fizično pot, povezavi s psihično-mentalno potjo. In kako v bistvu se zraven vključujejo tudi drugi ljudje in druge časovnice. In da je teh časovnic že ful, ampak se na koncu povežejo v eno v bistvu sporočilo. In to je v tem dokumentarcu, v tej dokumentarni seriji v bistvu zelo očitno in ful dobro narejen. Res. Kako jaz dobim v bistvu pogled v to, kaj on razmišljal, kaj so v bistvu oni čutili, to je, se mi zdi, priceless. Nek ta lov, ne, Tudi nek lov. za nečem, kar celo epizodo je na dosegu roke, ampak je treba priti do tja. Ne. Lahko se mi zdi, da ponazarja pot. Ja. Da da pot v bistvu v ospredje. Ja. Ne toliko, kaj se je na koncu zgodilo. Ja, točno to. To je to, ja. Ja, in zato tudi tukaj nekako ideje, ki prihajajo okoli underdog projekta in kako se bo razvijal. Ne. Vse so nekako povezane s tem, okay, kako mi lahko sam posnamemo pa dokumentiramo to, kar dejansko delamo, pa iz tega naredimo nekaj več. Ne. Kako lahko zapakiramo v to neko sporočilo, ki ga hočemo predati. To so pogovori, v katerih jaz najbolj uživam s tabo. Ker jaz dejansko imam ogromno enih idej, pa vidim stvari, vizije imam. Ti jih pa znaš dati v vizualno obliko, na tako visoki kvaliteti, da se ljudi dotakne. Ker se mi zdi, da je to lih toliko pomembno, veš, kot sama zgodba. Ne? Kako ti to zgodbo pokažeš? Itak, ja. In pol vidiš nekako direkt iz feedbacka, iz real life-a, da če je trailer res dober, veliko ljudi pogleda samo trailer pa reče, wow, brutalno, sploh ne gre gledati podcasta. Ne? In so tako ono, ne, pač se trailer tudi full hud, ne. Sem tako, ja, ampak podcast je tisti, kar trailer je narejen, ne. Dejansko ti cel proces, ne glede na to, kaj delaš, da večjo vrednost, kot pa tisto, kar dosežeš na koncu, ne. Všeč mi je tudi to, da si ti v bistvu tudi malo v bistvu se to, ne vem, naučil ali pa vzel od mene, da si dal v spredje tudi na epizodah zgodbo. Ne? Ker jaz itak predvsem ustvarjam vse fajn, dobre kamere, lepi prehodi, lepe barve, vse to je fajn, pa oprema, pa vse. Ampak zgodba se mi zdi. Zgodba in to se mi zdi, da manjka zdaj pri ustvarjalcih, ker smo vsi šli na te short vsebine in to je vse v bistvu zelo na hitro sam za pozornost, ne? Ampak da manjka ta zgodba. In tudi podcastov se ogromno se dela zdaj, pa nastaja novih, ampak se mi zdi, da je vse tako površinsko. Ni globine, ni zgodbe. In to mene ful odbije pri vsebinah. Če se malo vrnava na božične praznike pa to, ne? Kaj bi predstavljali si, da to, kar boš zdaj povedal, je darilo, kaj boš dal ljudem? Kaj bi povedal mladim ustvarjalcem vsebin? Jaz sem še vedno mlad. Valjda. Kaj bi jim povedal neko modrost, ki si jo potegnil ven iz tega, kar si delal, v povezavi z ustvarjanjem vsebin, ki bi jo lahko zdaj z veseljem pač tako rekel vsem, ki bojo to poslušali, ki se kakorkoli ukvarjajo s tem? Jaz bi rekel sam deli. Snemi, kamero vzemi v roke, snemi experience. Te bo že proces učil. Ne rabim te jaz, noben te ne rab, itak je fajn. Jaz sem tudi, kdaj si plačal kako izobraževanje, pa se od koga učil, ampak proces te bo učil. Sam plin kamero, ne prokrastiniraj, jaz sem itak, sem vedno čakal, ko bom kupil si kamero proper, takrat bom pa začel snemati, takrat bo pa vse nastavljeno tako, da jaz uspem, ampak ne, sam snemati, dokumentirati, tudi da ugotoviš, kaj ti v bistvu sede, ker videoprodukcija je široka in lahko delaš v bistvu kar hočeš, ker je res, da je vse toliko dostopno in sam probati. Kar jaz še vedno tega, še vedno mi je to ful pomembno tudi in vedno bo. Tu, če bom kdaj delal, ne vem, v kakšni produkciji, še vedno
mi je najbolj všeč, ko sam primem v roke kamero in grem posnam nekaj brez namena in potem ugotavljam, aha, to je bilo to naredil, to bi šlo tako posnet itd. Ja, produkcijo boš imel svojo, a ne? Ne vemo še. Ja, ne vemo še, kako bo se to išlo, ampak Underdog Productions, a ne? To, kar smo zdaj začeli delati, nekako ful ima smisla. In tukaj sem tudi jaz nazaj razvil svojo ljubezen do video vsebin in do zgodbe in do tega, a ne? Ker je pač tako naravno prišlo. Pač kje smo dobri? Podcast. Kje smo še dobri? Traileri, zgodba, serija. Ok, ti si rekel, pa da gremo mi še za koga drugega to narediti, zakaj ne bi pač še dodaten revenue stream odprl. In takrat sem jaz rekel, ok, v redu. Mi da bo res nedolg rok še delovala, ker si ti to idejo pač zaupal meni. Si rekel, Lahi, ti pač moraš stopiti v vlogo CEO-a, postaviti biznis, furati biznis, v tem si dober, meni pa zaupi, da bom kvalitetno naredil vse to, kar je treba. A ne? In sem bil skuno, a meni lih kar zdaj 22-leten človek povedal toliko obvious zadevo, ki jo jaz pač nisem mogel videti. A ne? In mi je ful všeč to, da sem jaz tudi skozi ta proces odprl sebi glavo. Pa me je čisto vse en, kdo mi nekaj govori. Jaz sam zaupam občutku, a ga bom poslušal, a ga ne bom. Sprejmem čisto vsako mnenje. Sam pač pa enih zelo hitro odklopam, okay, nekaj iz tega bom jaz dejansko lahko pol tudi naredil, ali pa nekaj lahko skupaj ustvarva, pretep sem tako. A ne? To je ta problem ponavadi pri teh vsebinah, ki jih mi snemamo, da ponavadi zelo težko dobiš sredstva, da to posnameš. Recimo dokumentarci, ne. Raj bo firma investirala v Facebook ads, ja. recimo, ne v dokumentarc. Ampak lih to se mi zdi, da je bila priložnost, ker so vsi razmišljali na ta način. Noben ni investiral v bistvu v to znanje, v zgodbo, v behind the scenes dogajanja in kar naenkrat ljudje to rabijo, ker ni več tega. Rabijo zato, ker ti ustvarjaš demand po temu, a ne? Oziroma vsi mi, ki to delamo. Tako, a ne, tako. In lih ta proces, ko greš enkrat v ta proces, kot si sam rekel, a ne, ker smo šli zdaj snemati s Telo intervju, pa bi-role posnet, pa na firmo do njih, pa so oni imeli svoje predloge, a ne, pa so te malo tako postavili na realna tla, po naše bo, a ne. In so se mi da tukaj pogovarjala, pa so si rekla, stari moj, ne, mi bomo naredili po svoje. Kako si počutil, ko si to slišal od mene? Pa si mogoče vedel, po kateri poti lahko gre? Ja, jaz sem prej vedno delal na princip stranka ima vedno prav. Zato, ker na koncu te najame. Ne? Ampak zato pa sem toliko pristaš tega, da delam tudi svoje stvari, svoje vide, zato, ker lahko sem res svoboden. In mene zelo mi ni všeč, ko me omejujejo, ampak to je del tega. Kjerkoli boš delal, te bo omejeval tako ali pa drugače. In mi je bilo zelo všeč, ko si se postavil za idejo, ki smo imeli. In na koncu smo našli neko skupno pot, ki nam je bilo vsem všeč. Ampak sem pa vmes bil mal nervozen ali pa jezen, da mogoče pa ni po moje čist. Ne? Ampak sem se sprejel s tem, da nikoli ne bo. Zares. Ampak dejansko zdaj je, ne? Nekako je, ja. Ja, nekako smo našli, se pravi, to skupno pot. Ampak proces, že sam proces tega, ki smo začeli delati, ne? Se nekaj je ideja, ti si imel ful dobro idejo, kako bo to izgledalo, vse, kaj si želimo itd. Greš v proces, zdaj ti to idejo predstav temu drugmu, ne? No, predstavijo, ta prvo meni, a veš, in si bil tako, pizda Lahi, jaz nisem dober v tem, da predstavljam, pa govorim, jaz sem dober v tem, da naredim, sam pust mi, da naredim, pa sem mi tako, ok, vsaj jaz moram razumeti, da jaz lahko predstavim, kaj jaz pa sem dober v tem, da nekomu predstavim idejo, a ne? In znam predati to, da bojo razumeli. Ja, pri teh dokumentarnih vsebinah je velik problem to, da ne veš, kaj boš dobil. Ti imaš lahko idejo, ampak če prideš tja na v bistvu snemanje, pa se drugače odvija, boš mogel malo zamenjati v bistvu, sred procesa. Ker produkcija večinoma tako, da se ful splanira, pa skriptira, pa imamo vse pripravljeno že naprej, pa še vedno gre kaj narobe. Tukaj pa v bistvu greš čist na v bistvu eksperimentacijo in nekaj se lahko pripraviš, ampak je bolj kot ne občutek na terenu. Od Einsteina mislim, da je inteligenca v bistvu sposobnost prilagajanja na spremembo. Ne? Odkar sem jaz ta rek vzel z resničenega, je vse to lažje, ker nimam nobenih občutkov, da nečesa ne znam
ko se nečesa lotevam prvič, štekaš. Ja. Tako faks te uči, vse te uči, moraš se naučiti, da boš točno vedel, kva narediti, točno vedel, na gor tretje. Ne, star, jaz sem zdaj večino cajta, ok, imamo idejo, začutil sem jo, Jesus take the fucking wheel. Zdaj pa sam noter moramo, da tok dela iz vseh smeri narediti vsi tisto, kar znamo najbolj narediti, pa videti, kam nas bo to pelalo. Ja, ampak se mi zdi, da Kleja, kaj je bil intervju. Veš, jaz sem se na začetku spet je bilo, na intervju se moram napolno pripraviti, ker to je enourni intervju s Telo, pa pol enourni intervju z Anžetom, od Ekve. In jaz tekom tega intervjuja sem dojel, da stari, jaz kar moram kle delati, držati prostor in pustiti človeku in ga samo pelati, tako kot na podcastu, tja, kamor mi hočemo iti. In takrat sem jaz dojel, da no, tega pa zdaj vidim, zakaj ne dela veliko ljudi tega, kar mi delamo. Ker je res težko. Res je težko, ker ti tukaj moraš emocije ven pobrati. A veš, in kad dobi človek nasproti tebe solzne oči skozi pogovor, takrat jaz vem, ok, money shot. Ne iz tega oportunističnega vidika, ampak pač točno to, kar se zdaj zgodilo, bo tisto, kar bo temu videu dal to, kar si ti vizualiziral en mesec nazaj. Ne, kako bo luč, kako bo kader, kako bo, kaj bo rekel ta človek. A veš, pa oni so imeli ful idejo, da bomo skriptirali, da se bomo to pač, da bomo zaigrali kadre. Mi da so bilo tako, ni šans, ne moramo, sorry, ne moramo. Zato pa tako malo ljudi to dela. Točno to. Ampak klej noter je bila ena lekcija za naj oba skrita. Bod pripravljen zgubiti tudi cash, če je treba, zato da bo tvoja ideja slišana. Bod pripravljen izgubiti. Šele takrat, ko si ti pripravljen izgubiti, veš, da je ta prava ideja. Ker če tega ne boš naredil, tvoj notranji glas, tvoja notranja inteligenca, ki more to dati ven iz sebe, ne bo zadovoljna. Ja. Zato velikrat, veš, ko greš z neko idejo, si tako cel nahajpan in pol ti prvi feedback, ki ga dobiš, je ok, dobro, se bomo prilagodili, pa bomo naredili tako. Ja, ko sem tudi jaz skozi delo. Ja. V bistvu sta se tepla skozi te dva. Enka ima idejo, drugi pa bi rad zaslužil. In problem je, da sploh od začetka, ker nima še veliko denarja, pa strank, pa to, greš, se vedno prilagodiš. Lej, bom pa zaslužil, pa ne imajo pa svoje. Ampak te nekako žre to. Ja. Skozi je odzadi. Ja, skozi je odzadi. Pa se v bistvu samo odločaš, a ti je bolj pomembno. Sploh ni to, stari. Ne, kaj ti je bolj pomembno, ampak malo manj resno začneš gledati na to, kaj si bo drug mislil. Ja. Temu. Ampak zato, da priješ do te točke, pa rabiš dokaze. Pa rabiš iti večkrat v situacijo, pa rabiš iti v to, da pač še zmeri, ne glede na to, kaj narediš v biznisu, da daš ti še zmeri poudarek na odnos s človekom, s katerim delaš. Ta se mi zdi full powerful. Kakle vedno je bil nek respekt od zadaj. Tudi če smo imeli drugačen pogled na situacijo ali pa bi na drugačen način mogoče kdo nekaj naredil, vedno je bilo spoštovanje. Vedno. Drug je bil slišan in potrudili smo se, da je feedback bil v smeri tega, da skupaj dosežemo tisto, kar je najboljše za obe strani. Ne da je nekdo, ne da je po ideji od nekoga, samo zato, ker je on tako rekel, pa ker si tako želi. In se mi zdi, da ko enkrat spustiš ta pričakovanja, pa še zmeri ne spustiš tega, da na ta način se mora ideja izvesti, ker se enkrat to zgodi, šele takrat ti lahko skreiraš tisto, kar si akumuliral do zdaj, v teh 4-5 mesecih. Se nabera ta kreativna energija in ti jo moraš dati ven. Ja, še eno zanimivo stvar se omenil, kaj se bo mislili drugi. Ja. To se mi zdi, da je stvar, s katero se pa najbolj zdaj borim. In lih v komunikaciji, stranko, ja, se me bo kar odbil, če bom jaz povedal, kaj si mislim. Ali pa recimo predno objavim video, vse to bo vsi skritizirali, to ni dobro. In ker si rekel tudi, da pri meni zgleda enostavno, to je stvar, s katero se v bistvu borim z vsakim videom, ki ga delam.
A jaz, ki vidim te videe, pa vsi ostali, po moje, tudi so tako, wow, vsaka častane. Ja, mogoče se zdi ful samozavestno vse, kar sem tudi mogoče do zdaj povedal zdajle, ampak je toliko enega strahu v zadju, pa kaj se bo mislili drugi, pa kaj če failam, pa konstantno. Sam zato pa tudi mislim, da si na ta pravem mestu, veš, da si pač si najdel tako okolje, kjer dejansko lahko te stvari opazuješ, ne rabiš jih živeti. Ne? In veš, si spoznal mene, si spoznal Mateja Turka, ki približno na isti način rastemo, pa se spreminjamo, pa celimo drugemu rane, pa se sprejemamo točno take, ki smo. In imaš v bistvu konstantno okolje, kjer ti lahko te strahove fejsaš. Ne, da veš, jih skrivaš, a pa da ti en reče, ne rabite biti strah, vse je v redu. Ne. Rabite biti strah. Morate biti strah. Zato da se ti soočaš s tem, zato da greš v to. In ti greš konstantno skozi to. Pa ti ne bo noben poveličeval tega, pa ti rekel, jaš beja, te je strah, unogor treba, boli nas kurat, stari. Ja. Ti greš v svojo zgodbo in narediš stvari po svoje. Zato tudi ta strah lahko ti premaguješ. Ja, ampak na koncu vse okolje je ful pomembno, ampak na koncu si še vedno sam s tem. Ne? Ja. In ga moraš premagati sam. Ja. In že velikokrat se mi je zgodilo, da sem kaj hotel objaviti, pa je bilo že skreiran, pa sem si premislil. Recimo. Ne? Pa je najverjetneje bilo čisto dober. Ja. Ampak jaz mislim, da imamo vsi sploh na začetku to. Vse. Ja. Upati si biti na začetku začetnik je underrated as fuck. Ja. To je tako podcenjeno, ker jaz vidim pri ljudeh, ki si to upajo biti, jaz sem eden izmed njih, ker sem se jaz s tem sprijaznil, da jaz hočem biti ruki, jaz hočem ne vedeti nekaj, jaz hočem biti začetnik in hočem, da ljudi vidijo, kako se jaz zabavam, ko pač nekaj ne znam. Bolj sem začel opaziti, koliko je ljudi, ki jih je tega ful strah, da oni nečesa ne znajo. In jaz mislim, da to izhaja iz programiranja, iz šole. Ja, kako ne veš tega? Kako ne veš? Te so te, ki največkrat rečejo, pa to je samoumevno, to bi pa ja mogel vedeti. Jaz tega ne rečem, stari. Zato, ker vem, da ni. Če ne ve, kako je pol samoumevno? Se pravi, jaz sebe kle samo dajem v nek višji položaj avtoritete, kjer jaz to vem, ti pa ne. Kako tega ne veš? Ja, v šoli te skozi učijo. Sej, pa že starši se tako učili, pa pol te starši tako učijo, pa starši se tako učili, pa gre tako naprej in ni druge, ne more biti drugače. Ja. Zato pa se mi zdi, da je to pomembno, da delaš, ker si boš v bistvu zgradil en kup enih dokazov, ki boš lahko pol v takem položaju prleko gor, pa si pomagal z njimi. Ja. Če pogledava zdaj malo iz nazaj naprej, kaj si želiš nekako v 2024, da se zgodi? Jaz imam občutek, da bo 2024 eno izjemno leto, ne samo za nas, ampak za ljudi nasploh. Tak občutek imam, ne vem. Ampak želim si, da še vedno delam v takem okolju, da si pustim to svobodo, da kreiram in pa da mi bo zdravje naklonjeno. Samo to si želim, ker vem, da vse ostalo bo pač prišlo zraven. Ker vem, da če bom zdrav, bom trdo delal, bom dobil vse to, kar si želim ali pa me inspirira. Tako da ja, samo to. Kaj si pa ti želiš v 2024? Da si bom pustil biti drugačen, da bo iz mene še naprej hodil tok ene ljubezni do ljudi, in da bomo s tem, kar delamo tukaj, dosegli pravi namen v obliki tega, da bo sporočilo, ki ga bomo predano na zelo unikaten, zelo kreativen način, da bomo slišani kot to, kar smo, ne kot to, kar mislimo, da bi bilo ljudem všeč.
In itak, Hudo. želim si zdravja za celo družino, kar vem, da bo, za celo ekipo. In samo, da bomo imeli čim več priložnosti, kjer bomo lahko živeli life. To je to. To bi rekel nekako. Hudo. Ja. Se si ga bomo skrerali sami, ne? Točno to, ne. Čakajo nas ful dobre epizode za podcast. Lepo se razvija. Čaka nas prvi event, ki ga bomo hmalo lansirali. Čaka nas merch. Čaka nas Underdog Productions, kako se bo razvil, nove kliente dobimo. Čaka nas svašta. In kako se tega ne bi veselil, ne? Sem pa ful hvaležen, da se je to zgodilo na tak način, ki se je. Itak, jaz tudi. Ampak grem pa še vedno ful rad korak za korakom. In ne gledam preveč vnaprej. Vem, da imam še ta teden ful nekih stvari, ki jih moram še narediti, recimo. Ja. In ne bo mi pomagal, če sanjaram, kaj vse se bo zgodilo, oziroma bi se lahko zgodilo. Ker tudi še ena stvar, ki sem se naučil likle v tej sobi, trenutek je tisto, kar šteje, ne? In vse ostalo je iluzija. To je pa resnica, stari moj. Ker smo želeli pri trenutku, če bi danes umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu? Deli zgodbo. Ker zgodbe nas učijo, nas zabavajo, nas inspirirajo. In kako veš, da tvoja zgodba ne bi nikoga inspirirala? Ažbe Železnik, hvala lepa za Hvala tole. tebi za ta pogovor. Ja. Kako si se počutil? Mal nerozen, mogoče bi kako stvar povedal, drugače ne bi bilo kamera, ampak Ja. boljš, kot sem mislil, da se bom. Ja. Z razlogom si bil tudi sem postavljen, zato da boš meni bolj lahko pomagal, ker razumeš, kako je biti tle. In ne boš vedel samo, kako je biti tam, vedel boš tudi, kako je biti tle, zato boš lahko še boljši. Itak. In to je preprosto to. To je moje božično darilo zate. Hvala, vzamem. To je to. Hudo. Kat.